Hvala za besedo. Rojen sem bil na vasi, živim na vasi, kmetujem. Bil sem župan v Sloveniji, ko smo gradili ceste, kulturne, socialne ustanove, konec koncev z evropskimi sredstvi, tudi širokopasovne povezave, ki jih ima občina, ki je vaška, celoti pokrite. In lansko leto smo spoznali, da je lahko življenje na podeželju tudi privilegij. In sam ne mislim v tem parlamentu objokavati, kaj je narobe, ampak želim, da aktivno iščemo rešitve. Sam sem v konceptu pametne vasi že od leta 2016 poizkušal iskati rešitve za to, da bo poseljeno podeželje. Podeželje bo poseljeno, če bomo zagotovili infrastrukturo in če bomo zagotovili kvalitetna delovna mesta. Digitalizacija nam omogoča tudi najrazličnejše priložnosti, tako je potrebno iskati priložnosti v kmetijstvu, poiskati mobilnost. V Sloveniji imamo večino starostnikov, brezplačen prevoz na podeželju, poiskati je treba prostor za mala, srednje velika podjetja, rešitve na področju energetike, turizma, skrb za starejše na podeželju, e-zdravje, okoljske usluge in podobno. Zato rabimo ta podeželski pakt, v katerem moramo sodelovati vsi. Mi na evropskem nivoju, da bomo s principom top-down umestili dovolj sredstev v naše strukturne sklade. Ključno je to, kar je gospa Ehlert pokazala, aktivnost na terenu in pa tudi aktivnost občin. In vekolikor ne bomo teh ukrepov naredili, bomo bili deležni tega odseljevanja. Zato zelo podpiram to strategijo in mislim, da je naša odgovornost in naša dolžnost, da te ukrepe spravimo v življenje in tudi, da zagotovimo več sredstev, kot jih je danes, kajti danes jih je premalo. Samo zadnji stavek, ključno pa je vključitev biznis sektorja. Brez biznis sektorja ne bi bilo pametnih mest, s vključitvijo biznis sektorja bomo razvili tudi